Prihajamo na naslednjo točko, to pa je okrogla miza, kjer bomo podrobneje raziskali, kako lahko sami prevzamemo nadzor nad svojo finančno prihodnostjo. Gostili bomo 4 odlične strokovnjake. Prvi bo Adi Omerovič, ki je dolgoletni in priznani televizijski novinar ter raziskovalec, ki je 2-krat prejel nagrado za novinarja leta na Pop TV. Zadnja leta se je osredotočil na novo poslanstvo, širjenje finančne pismenosti na preprost in razumljiv način. Vsak teden v rubriki Finančni svet na Kanalu A predstavlja aktualne finančne dogodke in trende. V svojem finančnem podcastu, ki je del platforme Pop TV, tedensko gosti ugledne finančne strokovnjake. Dobrodošel, Adi. Naslednji gost je gospod Matjaž Tamulak, podjetnik z 20 let izkušenj na področju finančnega svetovanja, predavanj, odnosov z mediji ter fizičnimi in pravnimi osebami. Predaval je na fakultetah, šolah, agencijah, podjetjih, različnih kongresih, finančnih dogodkih in več gospodarskih zbornicah po Sloveniji. Trenutno je zunanji strokovni sodelavec revije Obrtnik podjetnik, za izjemno dobro pa tudi sodeluje z ostalimi mediji, kot so Delo, Dnevnik, Večer, Finance.si, Kapital in RTV Slovenija. Dobrodošel, Matjaž. Tretja gostja je gospa Marija Velič, ki je trenutno direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov. Že skoraj 10 let je mentorica in predavateljica na podjetniški mreži CEED, in sicer zlasti za mala in srednja podjetja, startupe na področju financ, vodenja in prestrukturiranja podjetij. V okviru Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov je članica delovnih skupin, predavateljica in moderatorka na različnih dogodkih, namenjenih izobraževanju in finančnemu opismenjevanju. Mira, pozdravljena. In še naš 4. gost, Rok Trdan, vodja projekta Finančni plac, član strokovne skupine za pripravo programov finančnega opismenjevanja in izvajalec delavnic področja digitalne in finančne pismenosti. Rok, ponovno dobrodošel. Okroglo mizo bo moderirala sodelavka Sanda Jerman, ki bo s svojimi vprašanji poskrbela, da izkoristimo strokovno znanje naših gostov. Prav tako boste imeli možnost tudi vi, da postavite kakšno vprašanje. Hvala lepa, Nina. Jaz bom najprej si takole malo pripravila, ker moram tudi moje sogovornike videti. En lep dober večer še v mojem imenu. Najprej bom samo preverila, ker vidim, da smo kar malo zajadrali že s časom. A se vam vsem zelo mudi domov, če malo podaljšamo tale naš pogovor, preden v tole skočimo, ker imamo res jagodni izbor strokovnjakov za finančno pismenost in jaz bi rada, da tudi vi čim več vprašanj danes postavite, ker jaz si bom to tako vzela kot osebno misijo, da se danes nekaj novega naučimo, ne. Tako da ste mogoče za to, da če slučajno podaljšamo za 10 minut, bomo preživeli, a ne. Super. Ko smo se pripravljali na ta dogodek, smo res si želeli, no, da vas opremo z nekimi dodatnimi informacijami in kot sem omenila, Rok in Nina sta kar nabrala en tak jagodni nabor naših gostov in se zelo veselim. In sicer, Rok, začela bi pri tebi. Mogoče dajmo tako, Slovenci veljamo za finančno konzervativne, zelo konzervativno naj bi delali z denarjem. Veliko teh vezanih vlog leži na bankah, pravijo tako, ne, da je veliko denarja tam. Je pa tudi smo slišali, da pa zelo nasedamo prevarama, ne. Mogoče se nekateri spomnite še te denarne igre Catch the Cash, to je bilo okoli leta 90. 120,000 Slovencev je takrat vložilo denar, pa samo tretjina je dobila neke obljubljene dobičke nazaj, a ne. Ali pa recimo smo tako, da hočemo pa pol kar enkrat čez noč tam iz nič na milijon, a ne. Rok, od kje nam to? Zakaj smo taki? Kaj je vzrok? Pa običajno pol tako, ne, ko začnemo iz nič na milijon, smo pa minus 5,000, a ne, ko potegnemo črto. Kaj je vzrok? Ja, saj to je ena taka statistika, da smo zelo konzervativni, ampak potem pa hočemo zelo hitro nadoknaditi mogoče zamujeno, pa hočemo skočiti na kakšen kriptovlak, je zdajle aktualna zgodba in tako naprej.
Dostikrat je tako, da obljuba o nekih hitrih zaslužkih lahko tudi pripelje do zelo hitrih izgub, če nismo dovolj finančno opismenjeni, no. Tako da tudi to je v bistvu ena ideja samega projekta, da bi znali prepoznavati te stvari, no. To. Se pravi, da je v bistvu celoten namen finančnega placa prav to, da lahko pridemo sem, se naučimo bolj skrbno. Ja, velikokrat, ko kdo reče, da, ko se s kom pogovarjam ali pa tudi na delavnicah velikokrat slišimo, da finance so ena taka zelo zakomplicirana zgodba, sploh investiranje, to je samo za tiste, ki imajo ogromno enega denarja, ki imajo, ne vem, 100.000 evrov na računu. Ideja finančnega placa je v tem, da je to en tak prostor, ki je v bistvu namenjen za vsakega. Ne rabiš imeti, ne vem, nobenega predznanja, namenjen je za vse starostne skupine. Kot nek tak prostor, kjer so ta znanja brezplačno na voljo, so neodvisna. Tako da to je v bistvu osnovna ideja tega. Mogoče še, če se vrnem na od kje smo toliko nagnjeni k prevaram. Mislim, da je tudi veliko stvari izhaja iz mogoče našega mindseta, iz naših nekih vzorcev, načina razmišljanja, in tudi to je en tak zelo pomemben segment, ki jih programi finančnega placa naslavljajo. Se pravi, lahko pridem, jaz k vam, ker recimo štrikam od mesta do mesta, od plače do plače, Jaz sem danes kar sebe uporabljala zelo za primer. Pa nisem neizobražena, imam magistrsko izobrazbo, ampak recimo pri financah mi manjka marsikaj, In tudi konec koncev niti ne veš pri vsej tej poplavi informacij, ki je začeta, Mogoče, Adi, vi oziroma ti, dogovorili smo se, da se bomo tikali, super. V bistvu to finančno opismenjevanje delaš preko medijev, sam si to vodiš oddajo Popcast. Pa potem, kako bi pa ti nas Slovenci, recimo, mogoče za začetek ocenil, ker vem, da potem, ko objaviš oddajo, se pa tam od spodaj, od komentarji, kar marsikaj začne dogajati, za, proti, ja, ne. Kako ocenjuješ pa ti to naše znanje, finančno pismenosti? Ne bi zdaj komentarjev. Ne komentarjev, ampak tako mogoče, kakšni smo Slovenci. Kot je Cene rekel, tam pri 15. komentarju gre vse v... Finančna pismenost mislim, da je zelo različno. Sicer to lahko Miro potem več ve, tudi to statistiko predstavi, koliko smo konzervativni na eni strani in na drugi strani zelo dovzetni recimo do kriptovalut, ki so precej špekulativne. Mislim, da imamo različna znanja, da nekateri imajo zelo dobra znanja, znajo uporabljati mogoče že zelo napredne finančne inštrumente, drugi imajo pa predvsem manj znanja. Mislim pa, da se moramo pogovarjati, zelo mi je bilo všeč tisti začetek, ko je bil recimo tisti Božiček, ko je bil ta simbol potrošništva, da pravzaprav iz tega moramo začeti izhajati. Prva stvar, da se zavedamo, da živimo v nekem okolju, kjer smo recimo zadnjih 100 let sistematsko tako bombardirani z nekim marketingom, in to je v nas. Mi se moramo zdaj v bistvu izklopiti iz tega sveta, iti v neko revščino skoraj, da bi pravzaprav doživeli vse to, kaj je nuja, kaj je želja, kaj je potreba. To se mi zdi, da moramo začeti pri sebi ločiti. In šele takrat, ko veš, da pravzaprav z nekim minimalizmom lahko preživiš, potem začneš ceniti lahko svoj čas in tisti denar, ki ga pravzaprav ustvarjaš. Mi smo se recimo vseh teh letih naučili zdravo živeti, dajemo zelo velik pomen temu, da bomo čim bolje kupili neke stvari v trgovini že, da si bomo pripravili nek zdrav obrok, ker vemo, da nam bo to podaljševalo življenje, in da je to dobro za nas. Isto tako recimo ločujemo stvari, ker se zavedamo, da je to pomembno za naše okolje. Premalokrat pa rečemo, kaj pa 40 let delam, in zakaj pravzaprav delam. Zato, da svoj prav čas, ker se je rekel Rok, ki je omejen, ki ga ne moreš dobiti nazaj, menjam za neko sredstvo, ki mu rečemo denar. In kaj je zdaj ta denar? Zakaj se pravzaprav že v mladosti ne zavedamo, da to bo ves čas z nami, in to je pravzaprav kot en dodatni delavec, ki lahko dela za nas. In mislim, da je tle ključna stvar, ki jo želim tudi skozi svoje podcaste pa
skozi vdajo, sicer v vdaji pravzaprav informiram z dnevnimi aktualnimi stvarmi, ampak že to se mi zdi, da je pomembno, ne, da se zavedamo, da se ves čas nekaj dogaja, ne. In ves čas so priložnosti in pač ni Bitcoin zdaj tisti 10 let, smo zamudili, ne. Tudi danes so ogromne stvari, vsako leto so neke stvari, pač zadnje 2 leti je bila umetna inteligenca, predtem so bili električni avtomobili, naslednje leto bo robotika, ves čas je nekaj, ne. Nafta je bila v prejšnjem stoletju, tem so pa polprevodniki, ne. Skozi nekaj, ne. In mislim, da nikoli ni prepozno, ne. Je pa res, ko si starejši, pa svetujem, da čim manj tvegaš, ne. Da pravzaprav se potem mogoče rajš prepustiš tistim užitkom, ne. In manj tvegaš. Ko si pa mlad, pa je prav, da testiraš, greš v to, predvsem pa, da nameniš čas temu, no. To. Absolutno, se pravi, da vložiš potreben čas za znanje. Mira, zelo si prikimavala, dajva mogoče še midve en tak mit razbiti. Ko sem se pripravila na ta pogovor, zelo mi je bilo všeč, da lahko vsak posameznik varčuje. Tudi nekdo, ki ima minimalne prihodke, ker meni so to malo magične sposobnosti včasih, pa jaz imam tako, smo 3 prijateljice še z otroštva in ena je ful popedenena in ona tako, koverta za dopust, koverta za to, koverta za uno, z drugo se pa smejeva, denar more krožati, taka mantra, pač daš, pa pride enkrat nazaj, Kako v bistvu, od česa je to odvisno? A je to res tako, da je nekdo bolj zorganiziran ali mogoče že malo to, kar Jadin pač rekel, znanje, kaj še? Najprej drži, mit, da varčujejo in prihranijo lahko samo bogati, čisto napačno, obratno, Tisti, ki imate manj denarja, moramo na to biti še bolj pozorni, in še bolj organizirani in imeti neko strategijo varčevanja in odnos do tega, Kaj so pa razlogi, da smo si tako različni ali pa zakaj smo v Sloveniji, kot omenjeno, pregovorno, na eni strani zelo konzervativni, na drugi strani pa nagnjeni k visokemu tveganju. Verjetno je razlog iskati tudi v zgodovini, Konec koncev smo mlada država v smislu tega, da imamo nek kapitalizem. Razlog je treba iskati tudi v našem sistemu izobraževanja, ker vemo, da sistematično nas financ nihče ne uči. In da razlike mogoče med tvojimi prijateljicami izvirajo že same družine, in odnosa staršev in vas, kako so vas naučili, da ravnate z denarjem in kakšen odnos imate do tega. Druga stvar je pa verjetno tudi zelo odvisna od karakterja, Ker finance so tako ena zelo suhoparna, sistematična zadeva, To ni jahati danes že tokrat omenjeno kripto, bitcoin, valuto, ampak biti sistematičen, vztrajen, dosleden pri varčevanju, sploh če nimamo veliko denarja, se moramo ne samo spraševati, kako bomo ta stvar naložili, ampak se vprašati tudi, kje bomo prihranili, se pravi svoje stroške znižati. In pa se vračamo čist tem osnovam, danes že večkrat omenjeno, potrošništvu, da sploh razumemo, kaj so želje, kaj so pa potrebe, In to na nek način znati ločiti sam pri sebi in skozi neko samodisciplino potem to obvladovati. In dejansko Slovenci po zadnjih raziskavah našega združenja kaže na to, da imamo 30 milijard v depozitih na vpogled, se pravi nevezanih, ki je denar, ki zaradi inflacije je šel v zrak, se pravi skrajno konzervativni, ne želimo nič tvegati. Potem po drugi strani pa je takoj naslednja zadeva vlaganje v nepremičnine sicer, ki jih lahko štejemo za delno konzervativne ali pa tudi ne, če so naložbe na nepremičnina. In potem takoj sledijo kriptovalute, Zakaj? Seveda privlačne predvsem za mlade, ker so veliki dobički bili, ampak pri finančnem pismenjevanju vedno znova si želimo poudarjati, da odnos in naš odnos do tveganja mora tudi bistveno vodilo biti in tudi izbira finančnih naložb temu prilagojena. Se pravi, v bistvu našim zmožnostim, našemu razumevanju in vsem tem skupaj. Če lahko mogoče še, Matjaž, tebe vključimo, kdaj je optimalno pričeti z varčevanjem za stara leta? Da je tukaj stara v bistvu za ta naš mogoče tretji del življenja, ki se nam bo pač delo izteklo. A smo to že vse zamudili, če to nekaj začnemo po 40. letu početi?
Ja, jaz bi rekel, da tu si lahko pomagamo s kitajskim pregovorom. Najboljši čas za zasaditev drevesa je bil 10 let nazaj. Ne? Če ga pa nisi posadil, je pa najboljši čas danes. Ne? Jaz rad rečem vlagateljem, ki pridejo tik pred penzijo, da v bistvu licence za svetovalca imam, za čarovnika in nimam. Ne? Torej, da bi kaj na račun ščaril, če do tega trenutka ni bilo nič narejeno, je to zelo težko. Jaz mislim, da je vedno pravi čas za investiranje. Ne? Poznamo pa seveda primere, tudi sam sem kar nekaj primerov v več kot 20-letni karieri delal čez, kjer pa imajo ljudje na stara leta zelo veliko želja pa ciljev, pa žal zmanjka finančnih sredstev. In ta, bi rekel, razlika med zadnjo prejeto plačo pa prvo pokojnino je res brutalna. Šokar, je. Že danes, ne? Noro, ja. Kaj šele v bistvu Kaj šele bo, ja. nekje v prihodnosti. Ne? Bi se pa mogoče zelo na kratko navezal na to, kar so v bistvu odgovarjali prejšnji 3 sogovorniki. Po eni strani smo na banki, po drugi strani smo v kripto, po eni strani smo nepismeni, pa so eni zelo pismeni. Jaz mislim, da je tu izvor, bi rekel, pri nas moramo gledati, izvor je psihološki. Ne? Dejansko ljudje, vsaj po mojih izkušnjah, pa po statistiki investiramo vedno, ali nas je strah, da bomo izgubili vrednost denarja, ali smo pa pohlepni, ker želimo iz 100 evrov narediti še dodatnih 20. Ne? Tu pol vedno prehajamo, če ni pravega znanja, vedno prehajamo med skrajnostmi. Ne? Drži, ja. Drži. Ali te je preveč strah, ne želiš izgubiti, pa boš nekam investiral, ali pa želiš dejansko iz denarja nekaj narediti. Ne? Ampak za psihologijo, sploh Slovencev, ne, je pa povezano tudi to, kar je gospa omenila. Mi smo zelo mlad kapitalski trg. Jaz, ko pravim, z Rokom sem se glih prej to pogovarjala, koliko je mindset ključen. Ne? Dajmo se vprašati, danes vsi, ki smo tu v tej dvorani, kaka globoka notranja prepričanja smo mi dobili okrog denarja. Ne? Jaz sem doma v družini skozi poslušal, da je boljš biti zdrav kot bogat. Ne? Mislim, kak lep slovenski pregovor. In pol vedno, ko si želiš malo več denarja, ne, te nekje v podzavesti ruka, Bog ne dej, se boš zbolel zaradi tega. Ne? Ja, drži. Žal, jaz danes poznam več ljudi, ki imajo eksistenčne težave, pa psihološke težave zaradi tega, ker se ubadajo s pomanjkanjem denarja. Ne? Ampak tu se mi zdi, da se vse začne. Ne? Seveda je fajn vedeti tehnične stvari, kako si prihodke, odhodke voditi in tako naprej, ampak za moje pojme se finančna pismenost začne s tem, da se ti vprašaš, kako si bil vzgojen v zvezi z denarjem in investiranjem doma, v okolici, s katerimi prijatelji se družiš, ali je denar vrednota ali ni denar vrednota. Nekdo, ko meni reče, Matjaž, mene pa denar sploh ne zanima, si jaz pri sebi mislim, sej, če bi pogledal na tvoj TRR, bi verjetno to tudi videl. Ne? Žal, ne govorim... Nekaj veliko za premetavati sem pa tja. Ja, ne želim zdaj sporočiti, da je pa denar edina najbolj pomembna stvar na tem svetu. Ne? Ampak je zdravje valjda prvo. Ne? Ampak zdaj vidimo, da v bistvu, če tudi denarja nimamo, lahko tudi zdravje pogrešamo. Ne? Jaz mislim, da tu je mogoče začetek, ki je za moje pojme ključen. Vsaj tu sem jaz pri sebi naredil največjo spremembo iz mladosti, ko sem ugotovil, koliko vzorcev pa prepričan sem dobil, ki mi niso koristile in je zaradi tega moja družina imela konstantne finančne težave, ne zaradi priliva denarja, tega je bilo čisto dovolj, ampak zaradi mindseta. Ne? Tako da ta psihološki mindset moment se mi zdi res ključen, ker večkrat kdo reče, Matjaž, ne mi v mindsetu, daj mi povej, kjer v kriptovaluto kupim, da bom jutri nekaj zaslužil. Ne? Ampak zdaj si oglejmo še eno statistiko. Zakaj je 80% dobitnikov na lotu čez 3 leta na istem ali v slabši situaciji? Ne? Mi vsi želimo v loto potegniti, dobiti milijon, pa si rečeš, se bo to rešilo celo situacijo. Ne, je ne bo. Če nisi navajen delati s 100 evri, ne boš navajen delati s 1000, ne boš navajen delati s 10 000. In moje mnenje tu je, treba je začeti res pri psihologiji pa pri mindsetu. Žal smo mlada država, ampak po drugi strani je to priložnost, da se to pač od tu dalje spremeni. In tudi pri Cernetu Štuparju recimo se vidi, koliko pomembno je, da so tisti, ki se zavzemajo za ta program, že finančno pismeni. Ker potem tudi vejo, da so to tematike, ki jih ljudje potrebujejo. Super. Deva se mogoče še tukaj malo zadržati, ker smo se pripravljali na tole. Jaz sem še gledal tvoj TikTok, vrhunski, priporočam, poišči si na YouTubeu. Kratko, zelo kompaktno. Najbolj pomembna stvar, ki jo mi dobimo, če imamo dovolj denarja, je finančna svoboda. A ne?
s tem pa tudi v bistvu finančna neodvisnost, s tem pa svoboda. A ne, da lahko tudi počnemo kaj drugega. A smo mi sploh še sposobni to potem, ne vem, funkcionirati na tak način, a ne? Ker zdaj imamo vsi te opravke, vsi služba, tretje, imamo toliko busy življenja. A smo sposobni tako živeti? To je spet, bom rekel, ta mindset, a ne? Torej, vprašanje bi bilo, če Ja, ko dosežemo finančno neodvisnost, Tako. če še sploh želimo delati. tako, Ja. tako. Pa zakaj je pomembno, da delamo še vedno mogoče? Da naredim zelo kratek uvod. Jaz ponavadi na predavanjih pokažem časovno premico, kjer se ljudje rodimo in ljudje umremo. In vmes je zelo dolgo obdobje, ko moramo delati. Ne? In jaz rečem, v tem obdobju, sploh če predavamo v srednjih šolah ali pa dijakom ali pa študentom, pravim, v tem dolgem obdobju imam za vas dva zelo pomembna nasveta. Prvič, dajte si najti, da delate nekaj, kar vas veseli. In samo v tem obdobju, ko aktivno delate, imate možnost, da z aktivnim delom prek prihrankov ustvarite pasivne prihodke. Pa ne nujno za stara leta, se jih lahko že prej. Ne? Kaj sem hotel zdaj sporočiti? Jaz mislim, da če imaš svoje delo rad, bojo to ljudje začutili. Ne glede na to, kak poklic opravljaš. Jaz se moram pol pozanimati, kje je ta gostilna, ker verjamem, da Cene pa žena zelo s srcem to delata. Ne? Sigurno je. Pomeni, bojo tudi slaščice zagotovo zelo dobre. Ne? Se vidi, da delata s srcem. Torej, če delaš nekaj s srcem, jaz mislim, da je denar posledica. Ne? Danes mlade vprašaš, kaj bi si želeli početi, vsi bi bili Instagram influencerji, doben ne bi nič delal, imeli bi denar. Ne? Jaz bi zgodbo skušal obrniti. Probimo najti, da delaš tisto, kar res rad delaš, če si v tem dober, pa da ljudem dostaviš neko dodano vrednost, boš za to tudi plačan, bo denar posledica. In jaz mislim, da finančna neodvisnost pride iz dveh vidikov. Prvič, da res počneš, kar rad delaš, torej boš verjetno dobival malo boljše prihodke kot sicer, in pa drugič, da ko prihodki pridejo, to je šele prva točka, druga je, kako jih povečati, in pa tretja, kako tisto, kar povečaš, ohraniš. Jaz poznam zelo veliko ljudi, ki so rekli, smo na kripto že ful zaslužili, zdaj sem na 700 jurjev. Sem rekel, ja, in si že začel kaj prodajati, pravi, ko bi milijon te pokličem, teh klicev je bilo zelo malo. Ja, kar prosim, Mire. Eno repliko bi imela, pa se strinjam s tem, kar si povedal, Matjaž, ampak kljub vsemu, zame finančna svoboda pa finančna neodvisnost ne pomeni, da postanemo bogati. Bi to tudi tako rada mladim sporočila, ker končni cilj tudi finančnega opismenjevanja ni, da boste prišli na Cene Štupar, 40 ur poslušali in potem na hitro obogateli. Ampak da znate in razumete svoje finance. Ker marsikdaj je med tem, kaj, ko nagovarjamo finančno opismenjevanje in tem, kaj predvsem mladi kdaj razumejo, kaj to je, razkorak. To bom prišel, bo nek šnel kurs, bom hitro se nekaj naučil, pa zaslužil. Ni tako. Opolnomočimo, skušamo skozi finančno opismenjevanje opolnomočiti ljudi, da postanejo finančni svobodni, neodvisni. To zame pomeni, da znaš ravnati s svojimi financi. Ni rečeno, da si bogat. Sploh ne. Mira, super, hvala. A lahko kar tukaj naprej nadaljujeva. Katere so pa te najbolj pogoste napake, ki jih ljudje delamo pri našem upravljanju z denarjem? Ja, najprej ta mindset, prav, to je treba spremeniti. To res izvira veliko iz vzgoje, pa tudi iz, rečem, neke ideologije družbene, ki je v Sloveniji še kar prisotna žal, da je denar nekaj grdega, nekaj umazanega, me ne zanima, to ni zame, to jaz ne razumem. To moramo spremeniti, ker če bomo vztrajali na tem, da nas to ne zanima, da ni za nas, s tem zanikamo pač to, da smo sploh celovita osebnost zame. Prav to, potem pa se učiti, izobraževati, se zavedati, da v tem finančnem svetu, sploh na trgu kapitala, obstajajo neka tveganja, se o tem poučiti. In danes veliko napak narejenih, da ne preverjamo, kdo nam te informacije podaja. Jaz sicer prihajam iz strani enega združenja, in da je treba vedno razumeti, ko te nekdo nagovarja, a ti nekaj prodaja, ali te res skuša na pravo pot opismenjevanja napotiti. Tako, pa še kar nekih napak, ampak če to strnem nekako. Super, hvala lepa. Matjaž, če se lahko vrneva, prej si omenil pasivni prihodki. Kaj je to?
To ni samo plača, to so neke dodatne stvari, ki nam prinašajo zaslužek, oziroma smo zaradi tega bolj sproščeni. Če nam lahko samo pojasniš mogoče to terminologijo, pa kako lahko do tega vira pridemo? Rečemo, da bi si pasivne prihodke zelo enostavno predstavljali, da ko nekdo prične hoditi v službo, pa vzpostavi kontrolo nad denarjem, torej zapravi manj kot zasluži, pride do pozitivnega ostanka, ta ostanek investira naprej, razpršeno med različne naložbene razrede, plemenite kovine, delniške trge, mali delček v kripto in tako naprej, skratka razpršeno, in to počne kontinuirano, ker smo bili glih pri napakah. Jaz mislim, da pomanjkanje discipline pa potrpežljivost sta dve največji napaki vlagateljev, ker trgi večinoma delujejo v ciklusih, ne? Ni vprašanja, a bomo padli vmes, pa bomo rasli vmes. Vprašanje je samo, kaj delamo, ko trgi padajo, pa kaj delamo, ko trgi rastejo. Ljudem res manjka te discipline in potrpežljivosti. Ampak če to dvoje imaš in to delaš 5, 7, 10, 15, 20, 30 let, dajte v Excel vreč, če dajemo 100-200 evrov not pri 8% donosnosti, recimo v povprečju, da pridemo do neke glavnice, ne? In rečemo, da je ta glavnica, da bomo lažje računali, ne vem, 120 000 evrov, ki smo jo navrčevali, in če to glavnico 120 000 evrov jaz naslednje leto ne obrestim, rečemo na 10%, je to 12 000 evrov donosa na obstoječih 120. In če jaz ta donos 12 000 evrov vzamem ven in si ga razdelim na mesece, je to jurje na mesec, pomeni, sem si ustvaril pasivni prihodek, ne? In recimo pasivne prihodke lahko imaš preko delnic, če ti izplačujejo dividende, če so večji portfelji, ponavadi večino pasivnega prihodka generiramo z oddajanjem nepremičnin v najem, torej kasiraš najemnino, lahko pa seveda tudi porežeš del glavnice, ne vem, zlato poraste, delnice poraste, ETF skladi, porežeš del donosa in si ga izplačaš, ne? Kar hočem reči je to, da je pasivni prihodek, bi rekel, je prirastek naše glavnice, ne? Zdaj, če se vrnem na prvo predavanje, bankam so kreditne kartice izredno dober pasivni prihodek. In jaz rečem, zakaj plačevati banki, ne? V umetnem standardu smo mi tisti, ki plačujemo obresti. V naravnem standardu smo mi tisti, ki obresti koristimo, ne? Tako da jaz pasivni prihodek, bi rekel, jemljem predvsem vsak posameznik, ki ima pred sabo srednji ali pa dolgi rok varčevanja, bi mogel stremeti k temu, da ima vse toliko pasivnega prihodka, kolikor ima življenjskega standarda. Ker to ne pomeni, da boš pol nehal delati, ampak si finančno svoboden, veliko bolj meren, tudi če dan zgubiš službo, ne rabiš jutri takoj nove iskati, imaš neko rezervo, skratka nisi v sistemu, nisi pod krediti, bolj merno pa zadovoljno življenje lahko živiš, če to dosežeš. Absolutno se strinjam. Adi, Rok, kje začeti? Recimo, zdaj bo novo leto, novoletne resolucije, bomo vsi sprejemali. Kje začeti, če se odločimo, da pa mi zdaj hočemo začeti varčevati? Kaj je najbolj pomembno, da imamo? Kar izvoli. Ja, najbolj pomembno je, da se pravi, začnemo delati tole podlago, to, kar je zdaj Matjaž govoril, a ne. Velikrat je tako, dotaknili smo se zdaj že dosti mindseta, pa psihologije, pa tako naprej. Zdaj, če mi rečemo, ok, če nam bo konec meseca kaj ostalo, pa bom tisti varčeval, pol je zelo velika verjetnost, da se bo zgodilo, da nam ne bo nič ostalo na konec meseca, ker bo čez mesec toliko enih različnih želja nas in naših bližnjih, da se to najverjetneje ne bo zgodilo. Ja, jaz sem zelo težil na Andragoškem centru, a ne, se bodo tlele strinjali, da se res te stvari, se pravi čustva, vzorce, navade, prepričanja res ukomporirajo, integrirajo v te programe in dejansko s temi programi začnemo, ker to je res osnova. In pol, ko to nekako osvojimo, ko ozavestimo te svoje vzorce, navade, je pa treba, če so kakšne navade niso dobro postavljene, jih je pa treba začeti spreminjati. In ena od takih navad, ki jo jaz vedno na delavnicah povem, je ta, da prvo položnico plačaš sebi. Oziroma, mi pač vsi plačujemo položnice, tako da to je ljudem tako zelo domače in če je ena položnica na mesec za tvojo prihodnost ali pa za prihodnost tvoje družine, je to lahko ena taka zelo dobra navada in vedno svetujem, da je to položnica, ki je prva v mesecu. Ne zadnja v mesecu, ampak prva v mesecu. Koliko pa moram jaz to položnico plačati od svoje plače, da se to kaj poznati, recimo čez 2 leti? Ja, odvisno, koliko si stara. No, danes se to ne sprašuje, Roka, ne? Ja, pač neka taka številka je, priporoča se vsaj 50%. Nikoli ne govorimo, koliko je to v nekem takem nominalnem znesku, ampak koliko je to. Recimo za nekoga je 10%, je to 100 evrov, za drugega je mogoče pa 500 evrov. No.
Tako da pomembno je samo to, da to navado začneš vzpostavljati in potem ponavadi je tako, da navade na dolgi rok prinesejo rezultate. No. Tako da verjamem, da pri investiranju je tudi zelo podobno. Super. Adi, mogoče še tvoje mnenje, kako si ti pričel, a imaš tak portfelj pripravljen? Imam portfelj, ja. Ja? Čist drugačen pristop imam kot na začetku, ampak mislim, ja, na kaj morajo ljudje paziti. Večinoma ljudje začnejo vstopati na finančne trge takrat, ko so nekje kar visoko, ne, ker vidijo pri sosedu in pri ostalih in dobijo ta FOMO občutek, ne, to je v bistvu prevedeno fear of missing out, da nekaj oni zamujajo in potem hočejo na hitro skočiti na tisti vlakec, ne, in danes z vsemi socialnimi omrežji pravzaprav skoraj z vsakega grmovja nekdo skače ven, ne, in ponuja neko bližnjico, kako prideti na hitro do teh milijonov. Te bližnjice ni, ne. Noben ne ve, nima magičnega trika, ne, kako bi to ustvaril in nekako moraš sam sebe spoznati in smo spet pri tej psihologiji, da začneš v bistvu spoznavati, na kakšen način je tebi najbolj ugodno investirati, ne, ker imamo različne pristope, mogoče nekomu okej, da denar da v neko podjetje in denar pusti, pozabi na to, nekdo mogoče vsak dan želi spremljati in biti bolj vpet v to. Tako da več različnih stvari je. Ne? Res je tako kot šport, imaš več različnih disciplin in najdeš približno tisto, kar tebi najbolj odgovarja. Ne? Moraš pa najprej ta odnos do denarja vzpostaviti. Ne? To se mi zdi ključno. To je tudi ta položnica, o kateri se govori. Ne? Sploh na začetku. Charlie Munger, recimo eden od sicer zdaj pokojni že, recimo desna roka Warrena Buffetta, če ga poznate, on je eden od res uglednih vlagateljev, je rekel, najtežje je v bistvu privarčevati do 100,000. Ne, naredite karkoli, ne, sam da pridete do teh 100,000, če treba ne jest, ne to. Ne. In v bistvu je, res se moramo vprašati, s temi darili smo videli, ne, dosti nekih takih primerov, kako na hitro lahko nekaj zapravimo, ne, ampak v bistvu mi zapravljamo denar, tudi recimo, ne vem, za večje stvari, kot so, ne vem, neki avtomobili in tako naprej, ravno s tem, da se dokazujemo, ne, pa imamo lahko tudi 10 let, 15 let star avtomobil, ne, saj v bistvu gre vedno pri nas in ko smo na trgu, ko nekaj trgujemo oziroma investiramo, je vedno pravzaprav borba s samim sabo, ne. Kdaj boš ti vstopil noter, a je res to zdaj ta vrh, ne, in kdaj boš potem kot poraženec, ko bo to začelo dol padati, kako se boš takrat obnašal, ne. Pa da te mogoče panika takrat ne zagrabi, a ne? Vse zagrabi panika in kdorkoli se bo spogledoval s tem trgom, mora biti v začetku pripravljen, da bo tudi doživel trenutke, ko bo ta njegovo premoženje šel v minus, ne. In takrat se mora tudi zavedati, ne, da ni ta prav način zdaj reči, ok, vržem puško v koruzo, dost imam, to je brez veze, spet me je na T, ne. Ampak tako, da razume, ne, kaj pravzaprav se je zgodilo, ne, in da po dežju posije sonce in kot je rekel, tjaž, to so cikli, ki se ves čas dogajajo. In če bi to razumeli, se pravi, že v mladosti, bi nam bilo to seveda malo bolj jasno, kaj se bo zgodilo, ne, in da smo pripravljeni na to, da to je lahko priložnost, ne, da ne gremo takrat, ko je vse na vrhu, ko vsi govorijo o tem, takrat brez glavo v nakup, ne, ampak okej, spremljamo zdaj, počakamo, ko bo za nas to ugodno, ne, tudi ko v trgovini kupujemo neke artikle, ponovadi čakamo, ne, da je nekaj na diskontu, ne, ali pa da imamo nek kupon, pa ga bomo izkoristili točno na tisti dan. Isto se dogaja na delniškem trgu ali pa pač na kjerkoli trgu, ne. Pride trenutek, res pride, samo ga je treba včasih čakati leto, 2, 3, pride trenutek, ko je pa res ugodno, ne, in takrat pa je treba strukturirano se lotiti te zadeve, ne. Super, hvala. Mogoče, kako pa, če tega še nikoli v življenju nisi počel? Kam se obrneš? Nekaj si zdaj našparal, a ne, par let si dajal na stran. Pa s kakšnim zneskom mogoče lahko sploh začnemo delati? Mira, Matjaž, če bi pa videla to meni lahko odgovorila na kje začeti? A to jaz kam pokličem? Na banki vem, da mi dajo njihove nasvete, a ne, da bi to vse tam ostalo. Kje? Jaz bi mogoče samo dopolnila to, kar so že kolegi povedali, ne, da nismo vsi zato, da sami kupujemo, pa smo udeleženi na trgu kapitala. Ne. Že jaz osebno to težko delam. Ne.
Prav, večina, da rečemo, neprofesionalnih vlagateljev zaupa svoje finance, pa varčevanje, pa način investiranja profesionalnim strokovnjakom, a ne. Ali pa se odloči za nek svoj načrt, kjer postopno, pomalem vstopa na trg, a ne. Ena od načinov je tako, kot je Adi omenil, ne, da čakaš, gledaš, da izraste, pa v pravem trenutku prodaš oziroma kupaš, ka pade dol. Drug način, ki je pa bolj namenjen dolgoročnemu vlaganju in tudi bolj primeren za neprofesionalne vlagatelje, pa da vztrajno vsak mesec en del teh svojih prihrankov naložimo na trg in s tem tudi izničimo to krivuljo, ki je na dolgi rok naraščajoča. To kaže zgodovina 200 plus let na ameriškem trgu kapitala, ne? Da se te nihaji izničijo in na način, da ne špekuliramo, ker noben nima krogle, da bo gotovo, kdaj bo pa res, da je tale trg, ki raste že 2-3 leta, ne? Nehal rast pa padu dol, ne? Je bolj pametno, da res v bistvu nalagamo vsak mesec, vsak kvartal, pač kakorkoli imaš načrt. In tako tudi v bistvu izničaš te napake, ki jih narediš, da predrago kupiš, pa prepoceni prodaš. Zdaj, kako začeti, ne, možno različnih načinov, tudi finančnih svetovalcev v Sloveniji kar nekaj, tudi produktov na slovenskem trgu je vedno več, oziroma po drugi strani je trg kapitala globalna zadeva, vse že na naših telefonih, a ne. Tukaj malo digitalne spretnosti tudi potrebne, a ne. Tisti, ki pa tega ne želi ali pa ne zna, se pa lahko vedno tudi na finančne svetovalce obrne, ki jim pomagajo. Pri tem pa res polagam sem na dušo ali srce, kako se reče, da pri tem preverijo tudi stroške, ki jih te svetovalci ob tem zaračunajo, ker vam lahko tudi bistveno znižajo potem vašo donosnost, vkolikor niste pri tem previdni. Hvala lepa. Matjaž, ti si en tak neodvisni finančni svetovalec tudi, a ne? Pa ena taka posebnost je v tebi, ki mi jo je Rok zaupal, da že od srednje šole imaš še vedno isto mobilno številko, kar je mogoče tako res Za finančne svetovalce je to redkost, ja. redkost. Se večinoma poskrijejo po tujih državah. Koliko pa v bistvu mi rabimo, da pridemo k tebi, koliko rabim jaz recimo zdaj denarja, da bi jaz k tebi prišla, da mi začneva pač delati in ta moj denar plemenititi. Kje začeti? A to rabim 100 000, kakor smo prej rekli, a ne, pa če umrem, da tisto našparam, ali s koliko vložkom začnem lahko? Jaz bi rekel, tam pod milijon se zdaj sploh ne hecam več, ne. Se šalim. Jaz imam zelo širok razpon vlagateljev, v bistvu od študentov do upokojencev, od zelo močnih podjetnikov do srednjih družin. V bistvu jaz pravim, da ni toliko pomembno, kje trenutno si, pomembno je v bistvu začeti, ne. Tako da jaz tu bi rekel, neke razlike ne delam logično, če nekdo nima nič, pa niti moje storitve ne more plačati, bomo zelo težko v bistvu štartali, ne. Ampak ja, jaz bi rekel mogoče optimalno za optimalno za začeti je imeti vsaj, vidim po razporeditvi, vsaj med 5 do 10 000. To je optimalno, ampak to ne pomeni, da nekdo, če danes ima, ne vem, nima dobenega enkratnega zneska, pa ima samo mesečne prihranke 100-200 evrov, da ne bi mogel začeti, bi rekel, investirati, ne. Bi pa tudi jaz opozoril, kar je bilo sporočeno glede svetovalcev v Sloveniji, smo na divjem zahodu abnormalno, še vedno. Jaz se spomnim leta 2004, ko sem v bistvu s to dejavnostjo začel, pa do danes se v bistvu ni spremenilo nič. Sicer lahko upraviš licence za zavarovalnega posrednika, za posredovalca skladov, jaz imam še ATVP licenco, bi rekel, strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, ampak še vedno nimamo to urejeno formalno. V Ameriki recimo, ko zahtevaš svetovalca, točno veš, a je plačan od provizij, a mu moraš posebej plačati, a je neodvisen, a ti vzame del dobička, zelo jasno je razmejena zakonodaja. Pri nas nekdo, se opravičujem, lahko zdaj natisne vizitko finančni svetovalci in lahko jutri začne opravljati dejavnost, ne. Tako da tu je pri nas, zato jaz poskušam, bi rekel, svetovati, ker z vsakim jaz tudi ne morem delati, ker sem samo eden, ne. Da definitivno bi jaz priporočal, preden sploh za začetek nekdo začne, prvi denar, ki bi ga jaz vložil, bi ga vložil v izobraževanje. Ne? Lastno izobraževanje. Torej, da se vendarle ti se moraš par stvari podučiti. Jaz vidim, da najboljše rezultate imam jaz z vlagatelji, ki se hkrati tudi izobražujejo.
To so sicer vlagatelji, ki postanejo čez leta vedno bolj zahtevni. Absolutno. Ampak, Pa že veš, kaj hočeš. Ne? Tako, to nisem mislil zdaj z negativno konotacijo povedati. To je zelo v redu. Ker ko jaz vidim, da sem začel z nekom, ki je bil popolnoma finančno nepismen, pa mu po 10 letih postavi vprašanje, za katerega rečem, opa, štop, to bom pa jaz mogel preveriti, pol vem, da sem nekaj dobrega naredil. Ne? Skratka, hočem poudariti, jaz bi se šel prvo absolutno izobraževati, torej, da bi se hotel res podučiti o tem zelo veliko in danes tu ni več izgovora, nimamo izgovora. Tudi, če nekdo ne pride na tako predavanje na internetu, na YouTube imate milijon in eno stvar, milijon in ena knjiga obstaja, veliko zapisov je, če nekdo posveti par mesecev v to, bo zelo hitro vedel približno, kaj more s svojim denarjem narediti. Ne? Potem pa pri svetovalcu je ključno, da ne kopiramo nekoga. Jaz zelo težko dam nekomu mojo strukturo, ker sem bolj špekulativni vlagatelj, ne? Lahko pa mora vlagatelj v bistvu sebe spoznati. Ne? Torej mora vedeti, zakaj sploh varčuje. Ne? Odgovor, jaz bi pa investiral, ker bi rad imel več denarja, je zelo splošen. To ni pravi cilj. Ne? A investiraš ti za penzijo ali investiraš za to, da boš šel čez pol leta na potovanje okrog sveta, bo struktura, kam boš denar dal, popolnoma drugačna. Ne? Nekje lahko zelo veliko tvegaš, nekje lahko zelo malo tvegaš. Tako da jaz bi rekel, tule ni izgovora, da ne naredimo lastne raziskave, ker vedno je pol lažje reči, sem pa tega svetovalca poslušal, pa sem zgubil denar. Pomeni spet v mindsetu odgovornost potiška od sebe naprej. Ne? Tako da to bi bil poudarek, pa drugi ključni poudarek, ki je Adi zelo dobro omenil, te cikle pa pocenitve. Ne? Kako je zanimivo, da nam je, to kar bom zdaj povedal, nam je zelo logično, ampak kako vidim, kako se ljudje tudi po več let izkušenj obnašajo popolnoma drugačne. Recimo zdaj je december, hodimo mimo trgovin, vidimo na neki trgovini napisano -50. Ne? Rečemo, to je trgovina, ki ima tvoje najljubše srajce, obleke na pamet, gorim, greš noč, si rečeš, Madonna, bom 2 kupil, ne, če je -50. Ne? Zdaj, ko to vidimo vlagatelji na borzi, ne, ali pa investitorji, nas čisto vse stisne, tako kot je Adi omenil. Razlika med izkušenim in neizkušenim je samo v tem, da izkušen iz tega, ko ga stisne, ne bo šel takoj reagirati. Da bo pomislil, jaz zdaj prodajam ali kupujem, moram se malo hladiti, da vidim, kakšna je situacija. Ne. In zdaj primer, ne, dajmo si predstavljati, da zdaj v decembru hodimo okrog in imamo na neki trgovini napisano +50 danes na vse srajce. Kdo bo šel to kupiti? Ne? Ampak zdaj žalostna resnica. Ne? Ko vidijo investitorji, ki niso na trgu, +50 na neki investiciji, bi to vsi imeli. Dajmo pogledati jeseni 2022 nazaj, Rok, ki je bil član finančnega portala, smo mi ljudi med 20 pa 16 tisoč spodbujali, da naj Bitcoin kupijo. Ne? Je bilo to ekstremno psihološko dejanje, ker smo dobivali par komentarjev, če se nam je utrgalo, da itak bo šlo na 10. Ne? Zdaj le ni treba v bistvu nobenemu več tega priporočati, ker bi ljudje sami želeli to imeti. Ampak kdaj je bil najboljši čas ga zakupiti? Ne? Jaz se dan že v strahu pripravljam na to, da bo treba že začeti absolutno dobičke rezati, ker že preveč ljudi o tem govori. Ne? Ampak spet smo tu pri osnovnem znanju. A imaš to znanje in a obvladuješ svojo psihologijo? A znaš plavati, bi rekel, proti temu toku, ker zdaj vsi tu še ne bi kupil srajce +50, vsi bi jo kupili -50. In vidijo nedeljnico, bi pa vsi reč kupili, ko je 50% zrasla, ko pa 50% pade, se pa vsi ustrašimo. Ampak hočem povedati, zelo enostavno se zdaj to sliši. Ko si pa svojim denarjem v igri, je pa kar nekaj znanja potrebnega. Tako da še enkrat, da se vrnem nazaj na izhodišče, če bi jaz danes kam denar investiral, da nimam nič izkušenj, prvo se grem konkretno izobraziti. Tudi če 1 leto ne dam niti evra nikamor, pol začnem pa investirati. Priporočila, kaj bereš, kaj gledaš, ali koga slediš, kje se izobražuješ. Mi bomo pač tebe brala, ne? Absolutno, začetniki. Ja, to je zdaj, jaz bi rekel, mogoče za začetnike, ki bi želeli dobiti v eni knjigi res veliko dobrih nasvetov, bi mogoče priporočal Tonyja Robbinsa knjigo Unshakeable, ker govori zelo dobro o investiranju. Kratka knjigica, zelo dobro govori o investiranju, zelo dobro govori tudi o psihologiji. Drugače pa moje področje zajema zelo več različnih avtorjev. Meni je zelo blizu Ray Dalio, recimo po pogledu. Prav tako bi rekel, zdaj z Nežo pridobivamo tudi kvalitete, kar se fundamentalnega investiranja tiče. Po naravi sem bolj špekulativen, tako da me tudi razvoj blockchaina zelo zanima. Ampak bi rekel, v osnovi, če bi nekdo dan začel, jaz bi se poslužil tistih, ki so že dokazali z nekim track recordom, da so nekaj naredili. Ne? In tu mislim, da sta Ray Dalio pa mogoče Tony Robbins ena taka dobra kombinacija, da malo spoznaš
širšo sliko finančno investiranja, pa da osvojiš tisto, kar je najbolj pomembno, da boš probal delati, ko bo panika na trgih, kontra kot večina. In zdaj smo pa pri tem, ne? Zakaj večina vedno zgubi, ne? Ja, ker se pač napake ponavljajo. In to je res neverjetno, kako gremo čez različne cikle in vedno znova slišimo, da je večina ljudi se opekla, kljub temu, da imajo znanje. Super, hvala. Mira, kje ti nabiraš znanje? Ti sama si predavateljica, zelo veliko tudi vodiš okrogle mize, si v podjetniški mreži SIT. A se nenehno še dodatno izobražuješ? Ali... Ja, zagotovo. Jaz sem fakulteto ekonomsko končala, ko so me še marksizem učili. Tako da v bistvu vse znanje iz prakse nekako izvira, oziroma dodatnega izobraževanja, ne? In se smo danes že to večkrat omenili, skozi se moramo učiti. Tudi ljudje, ki so ekonomisti, so finančno nepismeni. In enkrat, mislim, da na Andragoškem centru smo se pogovarjali, poklica finančni opismenjevalec ni, žal, mogoče kdaj bo v prihodnosti, to tudi pogrešamo potem, ko nagovarjamo različne, da rečem, deležnike. Kje se jaz izobražujem? V bistvu sproti iz prakse največ. Tudi s tem, ko predavam, se veliko naučim, ker dobim neko povratno informacijo od ljudi, ker včasih je kakšne, da rečem, relativno komplicirane, res relativno komplicirane stvari težko na enostaven način povedati. In temu posvečam kar nekaj pozornosti, ker se mi zdi pomembno, da na nek primeren način ljudem določene stvari razložiš, da res razumejo, ne da se delajo, da razumejo. Tako. Ja, če poslušaš recimo kakšen podcast se pravi o bitcoinih oziroma o teh stvarih, pol ne razumeš, pa govorijo slovensko, ker je to toliko teh tujk, da je enostavno. Ja, ne veš, ne. Res na vstopu v trg kapitala, financ, moraš razložiti res osnove. In to je, kakšno vrednost ima denar v času, kaj je inflacija, kaj je obrestni račun. Tako zelo suhoparno zgleda. In marsikdo tega sploh ne razume. Mislim, da te osnove so nujno potrebne, marsikomu. Super, hvala lepa. Adi, ti vodiš tako oddajo, ki poučuješ pravzaprav? Zato mi je bil to danes tak velik izziv, ker načeloma govorim s kamero in nimam tega odziva. Zato vem pa doskrat, da ljudje mogoče niti ne ločijo dividende od obveznic, od delnic, od tega. Mi pa govorimo pol že, jaz sem prej skoraj že v teh trgovalnih platformah, ki sploh nima, je brez zveze. Ta krivulja učenja, mislim, da je lahko 100 knjig prebereš, ampak dokler sam ne boš dal roke v ogenj in izgubil prvi denar, potem ne boš se nič naučil. Se pravi, moraš nekje začeti, moraš biti pripravljen na izgubo, obstajajo na teh trgovalnih platformah, pa ne smem izpostavljati nobene določene, ker nobeni ne želim delati reklamo, sedaj je pač na Google, vtipkaš noter, kaj to sploh je, kako bi začel investirati. Druga opcija je pa, kot je Mira rekla, seveda, da se obrneš na nekega uveljavljenega že neko inštitucijo in potem prek njih začneš širše vlagati. Če se s tem nočeš ukvarjati sploh, če te to sploh ne zanima, sam veš, da bi rad to delal. Če se pa pogovarjamo, da bi ti sam rad dobil nek zagon, to krivuljo in se začel učiti, je to seveda zelo mogoče. Na začetku je tako kot hoja pri dojenčku, se pravi, boš zelo nestabilen, padel boš, ustrašil se boš različne, ampak po 2 letih, 3, 5 boš pa že hitro tekel. In si lahko po parih letih vrhunski športnik, tako kot cene. Je možno, predanost je tlele in ta želja po temu, da si radoveden. In če imaš željo do tega, definitivno. Mislim, da če je želja, da je pot, vsekakor. Veliko knjig je bilo izpostavljenih, meni je ena taka ljubših, recimo Turtle Investors, to v bistvu je po resnični zgodbi, ki v bistvu je bila v 80-ih, ker sta 2 modela z Wall Streeta se odločila, da bosta random ljudi pripeljala k sebi na Wall Street in jim dala denar in jim pokazala, kako. In vsi so ratali milijonarji. Spravo, vsi so imeli to pol možnost, ker enkrat v praksi začneš to delati, jih naučiš,
dejansko je pač neka določena strategija, nek določen zadeva, da imaš ti lahko več plusa kot minusa. Se pravi, da se obnašaš tako kot kazino dejansko. Ne. Ampak vse je to na dolgi rok, ne, vse je to čez nek tak proces. Da prideš do tega, je pa ta krivulja pač potrebna, ne. Se pa da vsekakor. Super, Kaj hvala bi še lepa. drugega Ne, vprašal? to je bilo to, kje, kako. V bistvu smo že kar lepo šli čez, zato bomo šli v zaključni krog. Pogled v prihodnost. Mogoče, Adit, danes je tvoj podcast šel, kam vlagati v leto 2025. Mogoče kakšna taka informacija s tvoje strani, ki bi jo lahko z nami podelil? Zdaj na tej točki tukaj bi rekel, vsekakor vlagajte vase, ne. Spravi, to tudi pomeni, da probajte, ne, nek res denar, ki vam ni tako pomemben za preživetje, mogoče nameniti to, da vidite, da sami poiščete, kjer trg, kjer delnica mogoče, da čez to mogoče začutite ta utrip, ne, kaj pravzaprav to sploh je. Tako. Super. Ne bi pa zdaj, kjera Nekih revolucij, pa kjer. surovina bo v letu 2025 boljša kot druga, a bo Bitcoin dosegel 250,000 ali ne. No, to sem res hotel vprašati. Ja. Ja. Ne se zaduževati. To pa, ja, mislim pa, da pri hotel vsaki vprašati, če stvari... dobimo en tak vroč tip, je fajn, da mi kredit vzamemo, pa takrat to plačamo. Nikoli, ne. Glih Nikoli. prej sem to poudaril, Okej. se pravi, denar, ki ti ni pomemben življenjsko, ne. A ne, saj tudi, ko se odločiš za fitness, daš nek mesečni denar v to, ne. Isto tako, mislim, danes lahko s 50 evri dejansko že participiraš na trgu, ne, in vidiš, kaj se z njimi zgodi, a bo na koncu dneva to 51 ali bo 48, in to je že pomembno, da spremljaš, da si, ja. Še eno pomembno vprašanje, mogoče tudi povezano z našimi pričakovanji. Koliko so povprečno te donosi? To po moje tudi mislimo, da mi pa, če bomo dali pa zdaj 10,000, bomo pa kar v enem letu dobili vam 50,000. Kaj je tista normalna pričakovan donos, ki ga lahko pričakujemo, da smo tudi mi realni pri tem, ko vlagamo? Preden še zaključimo. No, to tudi mislim, da ne vemo, no. Ali pa imamo neke take Mira je prej rekla, pravljične ne, 10% predstave, a ne? v zadnjih 100 let. Ni Na pravlične leto. predstave. Realno, delniški trg, se pravi Ja. delnice, a ne, na ameriškem trgu poprečno rastejo tam 7-8%, ne več. A ne. Se pravi, če se mi odločimo, da bomo kupovali in vlagali dolgoročno, so to realna pričakovanja. Ne. Super, hvala Ko lepa. pa vmes tudi minus 20. Ja, kaj pa v Sloveniji je? V Sloveniji, ko se odpravljate na trg kapitala, vam svetujem, da vlagate globalno, ne? Da se ne osredotočate samo na eno geografsko področje, tudi če je to samo Slovenija. Ne? To tudi običajno tako delamo, ne? Ampak tudi v Sloveniji trg kapitala raste. Ne? Zadnja leta še močneje, ampak je treba gledati dolgoročno obdobje, no? da dobimo ta nek ta prav realen prikaz. Ne? Super, hvala lepa. Matjaž, mogoče še tvoj pogled v prihodnost, glede na geopolitiko, kaj vse bo vplivalo na naše denarnice v prihodnosti, koliko nam bo sploh noter ostalo zaradi draginje, tvoj pogled, kaj nas čaka? Da mogoče bi rekel, nadaljujem s tem, ker smo bili pri povprečnih donosih, pa pol odgovorim, ker se navezuje vse na eno stvar. Jaz se spomnim dobrih 20 let nazaj, če nisi želel tvegati, pač nisi investiral, si pustil denar na banki, ne? Jaz mislim, da danes vsi tu v dvorani ugotavljamo, da če pustiš denar na banki, v bistvu tvegaš, ne? Torej, v zadnjih 20 letih se je ta percepcija ekstremno spremenila. Jaz mislim, da se moramo zavedati, da ključno vprašanje že danes in v bližnji prihodnosti bo vrednost denarja, torej statistična inflacija, ki jo slišimo po številkah pa po televiziji, je ena stvar, ko greste v Hofer pa tankat, verjetno ugotavljate, da je več kot 2%, torej moramo na naš kapital, ker govorimo o povprečnem donosu, zagotovo narediti vsaj toliko, kolikor je inflacija. Torej, če meni vrednost denarja na leto pade, ne vem, za 5%, potem moram jaz nekje doseči 10% donos, da realno v bistvu naredim 5%. Ne? In recimo moje izkušnje z vlaganjem v zadnjih 20 letih, mi smo s kombinacijo zlata, plemenitih kovin, recimo tudi srebra, delniških trgov, pa v zadnjih letih tudi delčka kriptovalut, delali v povprečju 10 ali več odstotkov na leto. Kar pa seveda je pomenilo, da ne vem, v letu 2022 smo imeli portfelje dol za 30%,
ker je pač bila tržna situacija taka, enako 2007-2008, ampak smo to izkoristili za kupovanje. In ko so prišla leta debelih krav, so bili portfelji višje letno tudi 30, 50, 100%. Ne? Ampak mislim, da realno nekje zasledovati bo treba zagotovo vsaj med 8 do 10% na leto. In to se mislim, da s kombinacijo tveganih, manj tveganih pa konzervativnih naložb da čudovito narediti. Če ne dosežemo 10%, potem se niti pred inflacijo nismo obranili. Ne? Ker vidim, nekateri tule ste tak letnik, da se še spomnite slovenskih tolarjev. 5000 slovenskih tolarjev, če jih danes pretopimo v evre, je 20 evrov. Jaz se spomnim leta 1999, ko sem prišel v Ljubljano študirati, jaz sem za 5 jurjev tolarjev cel teden preživel. Ne? In jaz se danes včasih, ki pri kakšni družini, ki imajo študente doma, študenta pogledam pa rečem, a se z 20 evri na teden se da preživeti, ne? Kako vprašanje. In oni rečejo, kaj to si mislil na dan, ne? Torej, a vidimo nominalno isti znesek, ne? Pa v 20 letih, koliko je izgubil. Torej, mislim, da je glavno dejstvo za prihodnost vseh nas to, da mi moramo začeti špekulirati in tvegati. To, da ni tveganja, je iluzija pričakovati. Tveganje je danes pustiti denar na banki, ki bo čez 10 let zagotovo manj vreden. Jaz mislim, da naloga vsakega posameznika, kako ta tveganja obvladovati. Ne? In zdaj zelo na kratko, geopolitično imamo zelo napeto situacijo. Mene geopolitika tudi z tega področja, ker sem družboslovna smer, zelo zanima in predvsej oblikuje, bi rekel, gibanja na trgih. Glede na to, kako močno leto smo imeli letos na trgih, mislim, da se je že modro malo pripravljati, da verjetno v naslednjih letih ne bojo sama taka leta prihajala. Vidim veliko tveganje, da se nam dogaja ogromna geopolitična sprememba z zatonom Amerike in vzponom Kitajske. To ne pomeni, da Amerike več ne bo, ne? Ampak da prihaja dejansko nova sila, da se bojo vzpostavila verjetno tudi v prihodnjih letih nova monetarna pravila. In te geopolitične spremembe, zelo srečna generacija smo lahko, ker te geopolitične spremembe se nekje na 100 let odvijajo. Nazadnje so se odvijale med prvo in drugo svetovno vojno, zdaj se nam odvijajo pred našimi očmi, pa verjetno še nekaj let se bodo. In če gledate nazaj v zgodovini, v takih časih teh velikih sprememb, najslabša opcija je bila denar. Ker se je absolutno razvrednotil, samo vprašanje je za koliko. Ne? Tako da jaz bi res, nemogoče je pa imeti kristalno kroglo, pa reči, zdaj pa se bo to zgodilo drugo leto, pa Bitcoin bo na tej ceni, pa na uni ceni. To nihče ne more napovedati. Ne? Zato je pomembno, da imamo razpršen portfelj, a ne? Jaz zelo dobro spim, da s tistim, če tvegam, ne vem, če imam 25% v kriptovalutah, s katerimi pač špekuliram, tvegam, da bom zaslužil več, če imam po drugi strani 25% v zlatu, pa mi nekdo reče, ja, boš videl, kriza bo, pa bo kripto ful padel. Ja, če bo ful kriza, bo verjetno zlato ful zraslo. Torej sem v mojem portfelju zelo dobro balansiran in zaradi tega zelo dobro spim. Bo pa v srednji del portfelja valjda namenjen podjetjem, ker moramo verjeti v naše gospodarstvo, v ameriško gospodarstvo, v ne vem, kitajsko gospodarstvo, tam se ustvarja dodana vrednost. Ne? In če pa tisto ne bo raslo, potem pa se jaz vprašam, kakva bo sploh gospodarsko-socialna slika na svetu, ker so večinoma vsi pokojninski skladi vezani na rast delniških trgov. In jaz mislim, da nihče, ki je tule v tej dvorani, si ne želi tega, da delniški trgi ne bi več rasli, ker to ne bi vplivalo samo na to, da bi mi kot vlagatelji bili nezadovoljni, ampak bi vplivalo na ekstremne strukturne družbene spremembe. Ne? Jaz bom rekel takole, da sem optimističen, ker vidim veliko sprememb v prihodnosti za tiste, ki se bojo na spremembe zelo hitro prilagodili. In moram povedati, da me je strah za tiste, ki se na spremembe, ki prihajajo, ne bojo prilagodili. Glede prihodnosti. Lep zaključek. Zelo lep zaključek, res je. Morda še kakšno vprašanje iz publike, preden vsakemu dam še zaključni stavek. Ima kdo kakšno vprašanje? Danes tukaj le. A lahko jaz vprašam publiko? Res me zanima, ker res nimam toliko stika. Zelo me zanima, v bistvu, kaj vas pravzaprav od financ tako najbolj zanima? Sam toliko približno, da začutim, kjer del je to financ ali pa... Prvi milijon. Kako? To, ne? 100x. Jaz mislim, da podarek je bil na prvi. Ja. To je, that's the mindset. Prvi milijon. Ostalih 10 pa zelo hitro pride. Ne? Zelo imam rad ta mindset. Prvi milijon. Zelo v redu.
Drugače pa ena taka dobra šala, ne? Kako najhitreje prije do 1. milijona. Je tako, da imaš 2 milijona na začetku. V redu, se pravi, še zaključni stavek. Popotnica za novo leto, v nove finančne dogodivščine. Ja, po moje finančna pismenost ni več privilegija, ne? Ampak zelo, nujno zlo, a ne, da ti tako rečem. Zaradi vseh teh stvari, ki smo jih danes že naštela, ne. Tako hitro se svet spreminja, digitalizira, inflacija se dogaja, tako da to je popotnica mogoče za leto 2025. Jaz bi pa mogoče zaključil tam, kjer sem začel, torej pri mindsetu. Neverjetno, kako dobro je videti, če je mindset pravi pri investiranju, pa si psihološko trden, koliko več priložnosti lahko izkoristiš, ko trgi padejo, pa je večino strah, pa ko je večina pohlepna, koliko hitreje se odločiš, da boš kaj prodal, torej probaš delati proti toku, proti večini. Ta psihološka stabilnost pa v bistvu izvira iz tega, kako se dejansko lotiš svojega mindseta, ne. Tako da jaz bi dal vsem popotnico, preden res začnete karkoli investirati, ne, dajte res vlagati najprej vase, se spoznati, kakšna ste oseba, katera prepričanja, ki jih imate, vam koristijo, katera vam ne koristijo. Ker od tu dalje potem v bistvu se razlikuje uspešen investitor od neuspešnega investitorja. Super, hvala lepa, Adi. Pa bo Rok na koncu. Zaključil. Cenja, si ti hotel vprašati prej nekaj, ali si mi sam hecal? Bova pol, a? Smo čez, ja. Ja, mogoče sam tako, da zaključim. Mislim, da se mogoče beseda finance dostikrat izpostavi kot neka negativna beseda, ne, kot kapital, kot nek pohlep, kot nekaj bed. In bi si želel, da pravzaprav nehamo s tem, da začnemo čisto drugače gledati na to, na nek dobrobit za nas same, ker v bistvu finance, ta odnos do denarja vam bo dal res izjemno samozavest, tako kot vam da fitness neko samozavest, če ste dolgo v tem, tako kot vam da zdrav način življenja neko samozavest, torej ta zdrav odnos do denarja, da si pametno z njim razporejaš, vlagaš, da veš zakaj, samo krepi. In bi si želel pravzaprav, da je še več teh vsebin, še več teh pogovorov. Danes pravzaprav nismo nič kaj konkretnega niti o tem razlagali. Vidimo, da je potrebno po moje stotine in stotine takih nekih okroglih miz imeti, da mogoče saj nekam prelezeš. Ampak prav je, da začneš s prvim korakom. Ne? S prvim korakom se vse začne in mogoče naj bo to novo leto ta prvi korak. Za tiste, ki še niso vstopili, naj izberejo pogum in naj naredijo vsekakor nek korak. Pa ne iskati 100x, tega ni. Če bi kdo to vedel, kaj je, bi bil tiho. Tako da tisti, ki ve, kaj bo zraslo, tisti ne ve, sigurno. To je moj mogoče zaključek. Super, hvala lepa, Rok. Ja, mi smo izobraževalna inštitucija in bi bilo čudno, če bi rekel kako drugače kot, ja, najboljša investicija je definitivno v znanje v letu 2025. Zdaj tule je bilo tako, a ne rečeno, da znanje je na voljo na internetu, na YouTubeu, imaš povsod tega ogromno. Na drugi strani imamo divji zahod finančnih svetovalcev, a ne. Jaz imam en tak občutek, da s temi ljudmi, ki se pogovarjam, da je eno tako zavedanje, da imamo inflacijo, da je treba nekaj s tem denarjem narediti. Ampak potem je pa vprašanje, kako začeti, kje začeti, to komu zaupati. Tako da mi se bomo v finančnem placu potrudili, da bomo dali res ljudem te čisto prve korake, osnovne korake, ki jih je treba narediti, preden pač vstopimo. Ker se tudi sam zavedam, tudi jaz sem bil eden od tistih, ki sem bil na začetku zelo trd oreh. Danes je tukaj z nami v publiki tisti, ki je meni na začetku pomagal pri prvih korakih. In ja, no, se bomo na Cenetu Štuparju potrudili, da bomo ta znanja zdaj dali na voljo. In kot sem rekel na začetku, no, so tudi na voljo vsem. Tako da bi vas mogoče kar z tega mesta povabil v denarnicah, ki ste jih dobili, v teh naših darilcih, v bistvu je moj pa od Nine kontakt, tako da se lahko obrnete na naju, lahko date to vizitko tudi če komu naprej, razširite to informacijo tam. Tako da ja, 2025 investiramo v svoje znanje, potem pa, ko bodo trgi padli, bomo pa začeli kupovati.
Vrhunsko, hvala lepa. Hvala lepa vsem štirim, res odlično. Aha, direktor ima še repliko. Da še izravnam. No. Cene Štupar ima tudi svojo šolo v zaporu. No. In ko sem jim tam razlagal, v veznicah pa delnicah imamo tudi drug pristop. a Ne. Je rekel en zapornik v zadnji, to je pretežko, jaz vzamem pajser, pa vzamem. a Ne. Tako da je to prvi milijon lahko. Sicer ga je v zadnji en demantiral, je rekel, se je budala, zato si pa tukaj, ampak se ostalo v prvi izjavi. No. Tako da, evo, zaključek. Hvala za vabilo. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala lepa. Nina, bo še zaključni stavek. Ti še predajam besedo. Takole, ne? Pa smo prišli do zaključka. Hvala vsem gostom, vsem vam udeležencem. Mislim, da smo pridobili nekaj novega znanja, novih informacij. Predvsem mogoče še enkrat, da poudarimo, naša izobraževanja so vedno brezplačna, tako da lahko se vključijo vsi, lahko res širite informacijo naprej. Takole, kot smo spoznali danes tudi, je ključ do finančne stabilnosti in uspeha v premišljenem upravljanju z denarjem. Tako da naj bo leto 2025, kjer boste bolj finančno pismeni, odgovorni in pripravljeni na izzive, ki jih prinaša prihodnost. Za zaključek vas vabim še na krajšo pogostitev, da se še skupaj malo podružimo v učilnici 2. To se nahaja na začetku hodnika, mislim, da ne boste spregledali, tako da lepo vabljeni, pa še enkrat hvala, da ste prišli na naš dogodek.